dobesedno vre že dobrega pol leta pred volitvami zaradi cenzure in vse bolj nemogočih pritiskov čeških lastnikov. Ja, tukaj se vidi, kako veliki vložki so v kampanji, ki prihaja za bodočo vlado, ne? Obstaja celo posebna programska oprema, nekakšen algoritem, katerega zakonitosti poznajo menda samo v Pragi na Češkem, ki tehta in meri praktično vse, kar se zgodi v informativni oddaji ob 19. To je Tedenski safari, najbolj gledani podcast za leve in desne, pa leve in besne. Gledajo nas tudi Urška Klakočar Zupančič, pa prodajalci italijanskih helikopterjev, češki lastniki Pop TV in Golobovi svatje. Danes komentirava z odgovornim urednikom našega portala Zanima.me, Rok Čakš, dobrodošel. Dober dan. Na hitro, ker vem, da sva oba športna navdušenca, prvi del Evropskega prvenstva v košarki je zdaj za nami, 2 poraza, Poljska, Francija, 3 zmage, tiste nujne z Belgijo, Islandijo in Izraelom, v nedeljo pa 8. finala z Italijo. Kaj bo, kaj napoveduješ? Ja, če se po jutro dan pozna, bi rekli, da so naši stopnjevali formo. Proti Izraelu so zelo dobro odigrali in premagali Izrael. Ne? Zagotovo so dobili kakšne bonus točke pri naših levih aktivistih, ampak so jih takoj hitro zgubili, ker so potem športno čestitali in se tudi objemali z Izraelci. Tudi rokovanje je bilo, ja. Tako, za razliko od odbojkaric. Tako, torej znali so nekako ločiti šport od politike, ne? Zdaj pa v Italijo, oziroma proti Italiji, mislim, da boljše kot pa kakšna Grčija. Se strinjam. Čeprav Španija ni to, kar je nekoč bila, ampak tudi, ne. Tako da jaz sem zmerno optimističen. Mislim, da smo jih mogoče na začetku prehitro odpisali. No? Tudi jaz moram reči, da sem na začetku napisal en zelo strog komentar, pa pol izrekel še par strogih stvari, ampak v bistvu pravijo potem, da je vedno težko splezati iz te kritike, ne, z veseljem. Če bo še v nedeljo, tako kot mora biti, prvi pohvalim. Vem, da greš danes tudi na nogomet, začenja se v bistvu spektakel kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Švedska, Švica, Kosovo niso slabi nasprotniki v kvalifikacijski skupini, a bosta Kek in Šeško na mundialu. Ja, prva prednost je, da imamo vele sile, to pomeni, so to odlične reprezentance, ampak so premagljive, vsak ima priložnost, da se iz te skupine uvrsti bodi si na prvo ali pa preko kvalifikacij na drugo mesto, tako da mi smo optimistični, ne? Ta večer pa še posebej zanimiv spopad 3 napadalcev, vrednih skupaj. 3 težko kategorniki. 350 milijonov evrov tam nekje pri 3 največjih angleških klubih, ki bodo zdaj poskušali na slovenskih tleh pokazati, kateri je več vredna. Tako da obrambe bojo na preizkušnji, ne? Obrambe so pa vedno na preizkušnji tudi pri naših osrednjih temah, torej notranji politiki. Greva k druge vrste tekmam, ne? In sicer bližnji kongres Svobode se obeta 20. september. Slika je pomenljiva, zakaj? Urška Klakočar Zupančič je te dni vnesla kar precej nervoze v vrste Svobode. Najprej je potrdila, ne, dala soglasje k kandidaturi na kongresu stranke, torej da bo vrgla rokavico Robertu Golobu. Potem je še istega dne, ko je bila ta novica lansirana, povedala, da to še ne pomeni njene kandidature. Jaz predlagam, da pogledava izjavo, pa potem rečeva kakšno več. Jaz sem dala soglasje za kandidaturo izključno zato, ker sem s tem želela se zahvaliti vsem tistim volivkam in volivcem oziroma članicam in članom Svobode, ki so me predlagali za predsednico stranke, nikakor pa to ne pomeni, da bom tudi kandidirala. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, mislim, da sem vse povedala. Hvala lepa. Klakočar Zupančič svoje kandidature namreč vsaj uradno še ni umaknila. Niti ni jasno, kdaj jo bo. Glede na raziskavo Mediane najbolj priljubljena političarka Svobode, lahko stranko, pa tudi javnost, v negotovosti namreč drži vse do kongresa, ki bo 20. septembra. Ja, zdaj neuradno je slišati, da je Golob, kakor se sicer v glavnem pripravlja te dni na poročno slavje, precej paničen po eni strani zaradi oktobrske aktivacije Vladimirja Prebiliča, po drugi strani tudi zaradi odprtih postopkov na KPK. In Urška Klakočar Zupančič naj bi, tako slišim po eni od teorij, potem ko je že dala soglasje za kandidaturo za predsednico Svobode, spoznala, da je v bistvu na kongresu čaka ena taka epizodna marionetna vloga, kjer si bo v bistvu Golob pred finišem te predvolilne kampanje skušal povrniti nekaj legitimnosti za vodenje stranke, pokazati, da lahko premaga tudi eno najbolj priljubljenih političark v državi in tako naprej. In je potem
ne rekla, to še ne pomeni, da kaj bo? Misliš, da bo vlekla to kandidaturo do dneva kongresa, pa jo potem umikala? Prepričan sem, da ne bo se spustila v borbo z Golobom, ne. Če kaj njena lojalnost ni vprašljiva, se pa rada pusti prositi, ne, vemo, je tak malenkost narcističen karakter, rada ima, da je malo počaščena, rada ima, da je pozornost na njej, da jo ljudje pogledajo. Tudi te ankete izrazito godijo, ne, to tako, 4., 5. mesto med, ne. In če se lahko malo pokaže, da je želja potem, da bi morda tudi ženska roka prevzela funkcijo, ki sicer zelo pogosto pripada moškim, ne, bo to pokazala. Prepričan sem, jaz, če bi stavil, bi rekel, da bo na dan kongresa dramaturško umaknila to soglasje, da bo pa vse do takrat nekako izkoristila za dodatno medijsko pozornost. Drži, ne, da verjetno neke blazne ljubezni, kot je bila na začetku mandata med glavnima obrazoma Svobode, ni več, tako da bo tudi malo do takrat lahko ponagajala, vnesla še nekaj panike. Obstaja pa tudi teorija o tej kandidaturi, ki pa jo bova našim naročnikom in podpornikom bolj pokomentirala v zaprtem delu, v posebni epizodi Safari Special, ki jo na zanima.me objavljamo ob sobotah zjutraj. Zdaj, če greva naprej, rekla sva ob KPK-ju, pa očitno Urški Klakočar Zupančič, je tole še en razlog za Golobovo nervozo in sicer Vladimir Prebilič. Kaj zdaj vemo? Ustanovni kongres stranke 15. oktobra v Kočevju, pričakovano gladko je šlo s tistimi 200 podpisi za ustanovitev stranke, kolikor vem, jih imajo 400, 200 so jih dobili samo v stojnici na Kočevju. Kot kaže vsakič znova, Vladimir Prebilič napada dvoje, aroganco Goloba in skorumpiranost vladajoče stranke oziroma te aktualne vlade. Pri Marcelu Štefančiču na RTV-ju pa je dobil izvirno vprašanje, ne, torej ali bo res samo anti-Janša ali še anti-kdo v prihajajoči kampanji, pa poglejva še tole. Zakaj vstopiti? Nek razlog mora biti, da vstopiti na senat, da bi preprečili vrnitev Janeza Janšo, da bi ustavili Golobovo koalicijo. Kaj? V bistvu, kaj od tega? Na kratko oboje, ne? Zato, ker mislim, da so oboje zelo slabi scenariji za Republiko Slovenijo. Okay, kaj dela narobe Janša? No, jaz mislim, da tukaj so zelo jasne stvari, se pravi, če želimo vladati na način poseganja v človekove pravice, svobodo medijev, pravzaprav spodjedamo demokratične institucije, potem to samo po sebi pove popolnoma vse. Torej, to so stvari, ki po moji oceni ne sodijo v 21. stoletje in eden izmed vzgibov je bil, da se to prepreči. A kaj dela narobe Golob? Jaz mislim, da je enostavno politika, ki jo vodi, ni tista, ki dejansko odpira prostor. Jaz mislim, da se tukaj vse preveč kregamo. Non-stop smo v nekem stanju spora. Enkrat levi proti desnim, javni sektor proti gospodarstvu. Skozi se izključuje en del ljudi v tej državi in kot sem rekel, mislim, da je to hudo narobe. Na koga boste vi zdaj vključili? Mislim, da moramo vključiti pravzaprav vse resurse, tiste, ki hočejo za Slovenijo nekaj dobrega narediti in jaz bom povabil v sodelovanje vse. No, zdaj Prebilič se pozicionira kot anti-Janša in po novem, kot slišva, tudi kot anti-Golob. Pravi pa, da razen teh dveh bo pa vabil vse. Kaj praviš o tem pozicioniranju? Ne? To je pa svoje kontradiktorno, ampak je bistro. Zakaj? Najprej, če želiš stopiti na levo sceno, je prva pogoj za to, da se distanciraš od Janeza Janše. Torej, izključiš Janeza Janšo. Ta kljukica je, ne. In druga stvar, situacija, v kateri smo, torej imamo levo vlado s slabimi rezultati, veliko razočaranje med njihovimi voljivci, to pomeni levimi, levosredinskimi, pa zmernimi voljivci. Ne? Ampak ti tudi ne kupijo Janeza Janše, ti bežijo v neopredeljene. In Vladimir Prebilič, pa tudi na drugi strani Anže Logar, ciljata točno na te. In če jih Vladimir Prebilič kot levosredinski politik želi pridobiti, mora povedati, jaz sem lev in preferiram levo stran, ampak hkrati vedite, da to, kar dela Golob, ni okej in jaz bom delal drugače. In s tem cilja na te volivce, ki jih je Golob že izgubil, in pa to tudi njegovo jedrno bazo, koliko jo bo lahko oklestil, da bi recimo ga lahko premagal po nekem scenariju, podobnem kot leta 2018, ko so bili Šarec, Cerar in SD, takrat vsi zelo izenačeni in je par odstotkov odločalo, kdo bo zmagal. No? Skratka, ni toliko pomembno, koliko sam dobiš na volitvah, ampak nek blok, ki je sposoben koalirati s tabo. Veš, kaj sem opazil? Da, Anže Logar je v zadnjih dneh preko Mladine dobil neko zgodbo o financiranju njegove predvolilne kampanje strani stranke konkretno, ki se je pripojila k demokratom. Zgodba je bila objavljena na način, da na nek način Janša prepušča prazno lupino Logarju za to kampanjo in opazil sem, da je Prebilič to zgodbo, ravno v teh dneh je namreč išla, izkoristil za
precejšnje distanciranje od Anžeta Logarja in demokratov, je pa NSI recimo še vedno omenil kot potencialno zanimivega partnerja. Kaj praviš, da bo na koncu iz tega? Ja, zdaj, špekulacija tu je, kam bo šel Prebilič po volitvah. Ne? Jaz mislim, da če bo Golob premočno zmagal, bo imel bolj malo izbire, ne? Bo verjetno v to skupnost mogel iti. Ne? Največje vprašanje bi bilo, sicer je možnost mala, ampak kaj bi se zgodilo, če bi te 4 stranke tako imenovanega tretjega stebra, to pomeni Prebilič, Logar, NSI in SD, imele skupaj dovolj za večino. Ne? Da bi se to lahko zgodilo, bi morale te stranke v predvolilni kampanji prepričati volivce, da to je opcija realna, da doseže rezultat. Da je Slovenija možna na nek način brez Janše in brez Goloba. Da je možna Slovenija z veliko opozicijo. Torej ne z veliko koalicijo, ampak z veliko opozicijo. Golob, Janša. Ne? Če bi to uspeli volivce prepričati, ne? Da je to mogoče, bi to bipolarnost lahko prebili. Če ne smo pa ujeti na to bipolarnost z močnima, dominantnima figurama, predvsem Janeza Janša na desni in Goloba, ki bi rad postal neki anti-Janša, močna, dominantna figura na levi. Zdaj Golob je v prejšnji kampanji 4 leta nazaj napadal, zdaj je v tej poziciji, da se mora braniti. Slišim neuradno, da zapira prostor tudi na take precej malenkostne, dosti bizarne načine, se pravi, da iz določenih ministrstev, ki sodelujejo recimo z občinami, ne, prihajajo subtilne grožnje županom, če boste pa pomagali Prebiliču, če z njim simpatizirate, bo težko investirati v infrastrukturo, graditi pločnike in podobno. To me niti ne preseneča, tebe? Ne, niti ne, gledajte. Robert Golob ima strategijo, da finiš kampanje pride kot dominantna stranka na levi. Zato, ker potem se volivci odločajo za zmagovalce. Ne? Podajmo primer, je bilo to leto 2008, se mi zdi, ko je Gregor Golobič skočil z zaresom, a ne? Takrat je Pahor uspel pravočasno se postaviti na to dominantno pozicijo SD s Pahorjem, na dominantno pozicijo stranke na levi in Gregor Golobič, kljub temu, da je imel veliko podporo tega medijskega zaledja, ni uspel se prebiti na prvo mesto. Ne? Bil je izbran za zmago, pa mu ni uspelo. Tako, ne? Točno to. Ne? In tukaj je podobna situacija. Vladimir Prebilič bo naredil vse, da mu Golob ne bo preveč pobegnil, Golob bo pa na drugi strani naredil vse, da bo to distanco ohranil, da bo lahko on tisti zmagoviti konj, ki vleče na volitvah in zato bo njegov cilj ne Janez Janša, ampak Vladimir Prebilič. Da ga spusti, lahko da pride v parlament, ker bo prinesel dodatne glasove, ki jih levica potrebuje za zmago, ampak da hkrati ne premaga njega oziroma da se mu niti ne približa. Zdaj izrecno, ne, če sva zelo natančna, glede na to, kar smo slišali pri Marcelu, obstaja pač SDS, s katerim Prebilič vnaprej ne sodeluje. Tega tako izrecno za Goloba in Svobodo še ni rekel. Obstaja pa, to slišim neuradno, točka, ko bi podobno kot to sodelovanje z SDS vnaprej izključil tudi možnost koalicije Svobodo. Tudi o tem nekaj več v zaklenjeni epizodi za naročnike in podpornike, torej jutri zjutraj, v soboto zjutraj nas zanima .me. In zdaj sva pri eni taki farsi, ki se je vlekla v bistvu kar nekaj tednov, skoraj celo poletje smo spremljali to helikoptersko sago. Ne? Poklukar, notranji minister, pravi, te dni podpisujem definitivno pogodbo za 32-milijonski nakup helikopterjev, nič več me ne zadržuje. In tiste zadnjo opravičilo, ne, ki ga je potreboval notranja revizija, ki jo je na lastnem ministrstvu odredil sam, poglejva najprej izjavo, pa greva v podrobnosti. Bolj deluje, da gre za audicijo za novega predsednika stranke Nova Slovenija, kot za komisijo za nadzor javnih financ. Pa vem... Gospod minister, nihče vas ne sliši. Zaradi tega, ker sem sklopil mikrofon. Jaz najavljam podpis pogodbe, nič več me ne zavizuje, da ne bi pogodbo podpisal, kajti še zadnje notranje revizija je bilo tisto zadnje dejanje, ki mi je jasno, sem prepričan, da je bilo v tem postopku vse v redu. In kaj je interna revizija? Lepo prosim, gospod minister. Interna revizija je to tako, kot da bi vi lisici zaupali, da šteje vaše kokoši v vašem kokošnjaku. Ampak Računsko sodišče, ki je ustavna institucija, počakajte, da oni dajo svoje poročilo. Zdaj, da povzamem, preden komentirava, duhovito sicer moram priznati. Notranja revizija je po mojem spominu od napovedi ministra do izsledkov trajala 6 dni. Mislim, da kaj tako ekspresnega nismo videli že celo večnost. Minister še to, ne, pazijo, je dobil roke v torek popoldan, potem ko je že nekaj časa vedel, da gre v sredo zjutraj na komisijo za nadzor javnih financ
kjer ga je pričakal najverjetnejši novi predsednik NSI-ja. In potem je to rekel, to je še tista krona, ki je manjkala, da gremo naravnost do posla. Ne? Torej lahko rečemo, da je minister res v tem postopku naredil čisto vse, ne? Da ga nič ne bi zavezovalo, da te pogodbe ne bi mogel podpisati. Ne, res je, ja. Torej, malo bolj resno, ne? Odkot takšna strašna motivacija, da res pa to pogodbo mora podpisati in točno te helikopterje vzeti, ne? Nimamo dokazov, ampak ker se pri nas ob podobnih poslih vedno govori o 10 in več odstotnih provizijah, lahko domišljija deluje v takšni smeri. Ne? Zdaj, če jaz povzamem neke svoje zamere za postopek javnega naročanja, zelo preprosto najprej 3. Izbrali dražje. Kot drugo točko izbrali nekaj, kar stroka ne ocenjuje kot optimalno z vidika reševanja pacientov med letom. 3. Izločili so proizvajalca, ki velja v okoli nas, tudi v bližnji soseščini, za zlati standard, ko gre za nujno helikoptersko pomoč. In potem je minister odredil revizijo, ne, že začetek revizije je zelo pomenljiv, v trenutku, ko je bilo javno naročilo že zaključeno in je vedel, da ga zakon zavezuje, da 48 dni po izbiri, ne, podpiše najmanj okvirni sporazum z Leonardom, če že ne dokončno pogodbo. Torej, jasno, da se ni iskalo nepravilnosti, po mojem mnenju, ampak se je iskal način, kako po bližnici ubraniti ta posel oziroma 32 milijonsko pogodbo. In še 4. točko ti bom dodal, ne? Ja. Izbrali so podjetje, v katerem v Italiji pro-palestinski protestniki protestirajo, ker ima baje umazane roke v Gazi, ker sodeluje z izraelsko vojsko. In obstaja še celo 5. točka, to so pa, zdaj spomnim se Južne Koreje, pa mislim, da tudi problema na Norveškem, kjer je Leonardo že upleten v korupcijske škandale, oziroma v zgodbe, vsaj medijske, o domnevnih provizijah raznim državnim uradnikom. Torej, Golob prepoveduje uvoz avokada iz Zahodnega brega, odzadaj pa posli z podjetjem, ki je povezano z Izraelom, gladko tečejo. Ne? Zdaj, zdi se, da mesece, tudi to poletje, gledamo neko nadaljevanko med Svobodo in NSI. NSI ima recimo ta vzvod v opoziciji, da vodi komisijo za nadzor javnih financ, tudi KNOVS, ne? To sta 2 zadevi, ki glede na Golobove težave in z javnimi naročili, pa po drugi strani z vtikanjem v policijo, sta zelo boleči za vladajočo stranko, ne? In spremljamo, ne? Recimo na KNOVS-u neko novo razkritje, ki je v škodo Svobode, pa potem afera Dars oziroma afera KNOVS, ki jo Svoboda servira NSI-ju. Zdaj podobno, ne? Zelo odločno vodenje seje, bi rekel, kar nekajkrat v zvezi s helikopterji strani Jerneja Vrtovca in naslednji dan na žurnalu 24 naslovnica obvodno financiranje stranke NSI. Jasno pa je, glede na se o zgodbi še bova bolj podrobno, ne? Ampak glede na to, odkot so izsledki, torej iz preiskovalne komisije, ki jo vodi Tamara Vonta in kjer sodelujejo medijski operativci Svobode, odkot je pač dokument, ki še sploh ni uraden, ne, ušel v medije. Ja, rokavice so snete, ne? Dovolitev je dobrih 6 mesecev in zdaj bojo stranke iz predalov potegnale vse, kar imajo proti svojim političnim tekmecem. Ne? Ironija te situacije je, ne, da ti za parlamentarno preiskovalno komisijo dobiš pogled v tekoče račune, v poslovanje, v članstvo konkurenčne stranke in potem to uporabljaš v političnem boju. Ne? To je, mislim, to... Kaj se vprašam, Drnovšek je menda izrekel, ne vem, če je bilo to javno, mislil, da je vsaka afera največ vredna, dokler je še v predalu. Ne? Ampak dovolitev je vendarle še malo več kot pol leta, zgodaj oni to vlečejo. Tokrat gre res za res. Kaj je njihova strategija? To pomeni... Svoboda po eni strani potrebuje Janeza Janšo točno tam, kjer je. Torej na svojih 25 do 30%. Zakaj? Ker so sami prazni in imajo slabe rezultate in oni se definirajo glede na Janšo. Torej, če ne bomo mi, bo Janša. Ne? Ampak bistveno je, da počistijo vse okoli njega. To pomeni potencialne stranke, ki bi njemu prinesle 46+. Zato ne bo v resnici, sicer bojo se definirali na Janšo, ampak v resnici glavni tarči tu ne bo Janša, ampak glavni tarči bosta predvsem Nova Slovenija, za katero verjamejo, da če bi jo dosto potisnili, da bi jo mogoče lahko celo izrinili iz parlamenta, in pa Anže Logar. Ne? In tista afera, ki si jo prej omenil, aferica, da je Janša pripravil lupino, ne, za Anžeta Logarja. Financiranje Logarja. To je že nakazuje strategijo. Strategija leve strani, sploh Svobode, bo, da Logar je v bistvu satelit Janša. To strategijo smo že videli pri Virantu. Gre za enako formulo, pa se je potem seveda izkazalo, da to ni bilo res. Ampak to potem nobenega več ne briga. Ne? To pomeni, oni bojo kjerkoli se bo dalo ponavljali, da on je satelit Janše. Ne? In druga stvar, Nova Slovenija ima dolgoročni spor s Svobodo še iz prejšnje vlade, ki so
ki je Ribič takrat bil odstavljen z mesta Elektro Ljubljana in je to pripisal Jerneju Vrtovcu. Obratno je pa potem Ribič tudi zamenjal Valentina Hajdinjaka na vrhu Darsa v tem mandatu. Tako, skratka, tu so dolgoročni spori, ne? In tukaj so kot pes in mačka in to neka sodelovanja, ko se govorilo o njih, to je bila bolj tak za javnost medija, ne? Oni so v ozadju, se kolijo na polno. Zdaj, če greva v detajle te zgodbe žurnala 24, je zgodba o tem, da naj bi v glavnem gradbena podjetja, ki dobivajo posle na javnih razpisih in naj bi jih dobivale tudi v času, ko je infrastrukturo vodil Jernej Vrtovec, donirale večje zneske zavodu IEK, ki služi kot nekakšno mislišče oziroma think tank v ozadju stranke NSI. No, potem pa naj bi ta zavod, torej preko SP-jev financiral neke zaposlene ali pa, če hoče, strankarske veljake. Zdaj, to, kar si že sam omenil, vladajoča stranka 6 mesecev pred volitvami brska po transakcijah svoje opozicijske konkurence, to je ena stvar, in potem to distribuira medijem, kjer pa opažam, da smo očitno dosegli namen z zelo doslednim opozarjanjem na najbolj provladne portale v državi, torej necenzurirano 24.com in Siol, ker so tokrat ubrali pot, kjer vsaj tistim malo manj obveščenim, ki preberejo zgodbo, ni tako na prvo žogo očitno, odkot je servirana. Tako, torej preko žurnala, mislim, da je ta zgodba šla ven in seveda hkrati z TV Slovenija kot neko močno na tem področju. Zdaj pa, če se o financiranju strank, recimo, pogovarjamo strani nekih zasebnih korporacij, podjetij, tako ali drugače, lahko pa odpreva še eno temo in to je sicer, da v tujini je, podpora, če vzameva kar ZDA, podpora finančna kampanji demokratov ali republikancev v bistvu nekaj, kar donatorji s ponosom povedo. Za Ilona Muska oba točno veva, da je vložil preko 200 milijonov v Trumpovo kampanjo. In vemo tudi, da je bila razmerja med republikanci, med Trumpom pa Harrisovo je bilo 20-80 glede tujih donacij, ampak to še nič ne pove, zato demokracija ne bi delovala. Pri nas je v bistvu problem. Mogoče je bil zakon, mislim, z dobrimi nameni. Mislim, da Gregor Virant ta zakon speljal, da se stranke lahko financirajo samo preko fizičnih oseb. In tukaj nastaja potem kup težav, zato ker stranke nekako morajo delovati, preživeti, morajo svoj think tank razvijati tako, da potem upravljajo različno domišljijo, na kak način potem to nekako vseeno speljati, da lahko neke donatorske podpore dobivamo. Zdaj tiste, ene so pri tem bolj spretne, druge manj spretne, ene imajo take drugačne načine, ampak dejansko za transparentnost, preglednost vsega skupaj bi bilo smiselno mogoče to spremeniti. Naj imajo možnost donatorske podpore, kogarkoli, pa naj bo ta transparentna. Na drugi strani je zanimiva stvar, da Golob sodeluje tudi pred KPK z odvetnikom Zdolškom, in ko ga mediji sprašujejo, kako tega odvetnika plačuje, naj torej pokaže ta neposredna nakazila iz svojega žepa k odvetniku, tega Golob ne želi razkriti, Na drugi strani pa vemo, to je javno, da isti odvetnik sodeluje tako z državnim holdingom, ki ga ima Svoboda, kot tudi s podjetjem GEN-I, ki ga je Golob vodil še nedavno. In takih povezav je seveda še v ozadju zelo veliko. Ja, tako. Zdaj, rekel bi še glede tega financiranja strank, da kakor se pri nas vsaka stvar, ki je tudi z dobrim namenom izrodi, se jaz sprašujem, ali ni ta prepoved financiranja strani podjetij celo zato, da na koncu ne vemo, kdo stoji za največjimi strankami v državi, recimo, ker ukolikor bi to stvar bila dovoljena, bi se verjetno tudi nekatera slovenska podjetja pohvalila javno, da podpirajo tega in tega kandidata oziroma politično opcijo. Absolutno, in zato in tudi, če bi se javno pohvalila in bi potem bila, recimo, kaznovana strani, druge strani bi takoj vedeli, da gre za politični pritisk ali pa kakorkoli. Vse bi bilo bolj pregledno. Tako da jaz sem dosti naklonjen, da mi lahko naredimo v naši demokraciji korak naprej, pa da tudi spustimo pravne osebe pri financiranju političnih strank ali podpiranju političnih strank, ker v končni fazi je tako te podjetja, ki jih zdaj omenjajo recimo pri Novi Sloveniji ali pa kjerkoli. Večina teh podjetij v končni fazi donira eni, drugi ali tretji ali četrti stranki. Tudi o tem sem prepričan. To gre za pragmatizem, a ne? Oni pač donirajo vsakemu nekaj, zato da mogoče upajo, da bojo s tem kaj dosegli, imeli kako boljšo obravnavo, ali jo pol imajo ali pa ne. Na tem mestu verjetno lahko še enkrat pozovejo tudi GEN-I, da natančno pojasni 3 leta in pol kasneje, zakaj je bilo namenjenih 103 000 evrov na račune Vesne Vuković, nekdanje generalne sekretarke, pa tega odgovora prav tako nimamo. Zdaj, ker sva šla v tole iz helikopterjev,
sva še pri eni zgodbi, ki nas vrača helikopterjem, in to so poletne prigode predsednice republike Nataše Pirc Musar. Nekako 2 tedna je pustila, da se ta njen polet s helikopterjem v Prekmurje medi in se potem vendarle oglasila malo bolj odločno sebi v bran. Zapisala je takole, da stati v kolonah za predsednika varnostno pač ni sprejemljivo, zanikala je tudi visoke stroške tega poleta, špekuliralo se je o 10 tisočakih, sama pravi, da je tam 2 do 2500 evrov in tole bi citiral. Eno od teh pravil, kot so mi pojasnili, pravi predsednica, je tudi to, da moje vozilo ne sme obstati v koloni. Druga stvar pa, da bi bilo zelo težko in časovno potratno pot po cesti organizirati v skladu s standardi, predvsem pa bi bilo nemogoče izračunati potovalni čas. Še to dodam, kar mi je zanimivo in ni tipično za takšne poletne zgodbe. Na družbenih omrežjih sta v bran stopila župan iz vrst NSI, David Klobasa, in nekdanji notranji minister iz vrst SDS, Vinko Gorenak. In to upravičeno. Glejte, dajmo se znebiti te neke hlapčevske miselnosti, da noben ne sme izstopati, ne? Niti ljudje, ki so bili izvoljeni na najvišje državniške funkcije. Če je ona predsednica republike, ne? Je logično, da se ne bo čakala 6 ur v koloni, če se pelje na neko državno prireditev, ne? Da ne bo kot navadni smrtnik. Saj ona je bila izvoljena z ljudmi, da jih predstavlja, da je v bistvu krona, neke države. Ampak, ne? Hkrati pa ti politični predstavniki ne smejo svoje v procesu prepričevanja ljudi ali pa sicer igrati na neko to moralno pokroviteljstvo, virtue signaling rečejo, ne, v tujini, da mi smo pa boljši od ostalih, ker ne vem, bolj skrbimo za naravo. In tu je se ona ujela v past. Ko je rekla, da bo pred vsako potjo preverila ogljični odtis. Mi skrbimo za zeleno okolje, mi bomo skrbeli za ogljični odtis, ne. Pred vsako potjo preverimo ogljični odtis. Podobno retoriko je imela Urška Klakočar Zupančič, potem pa je s Falconom letela na Dunaj. Vse okej, če bi ona letela na Dunaj brez tega moralnega pokroviteljstva, kako so oni ozaveščeni, trajnostno, zeleno naravnani, ne? Potem pa, ko pridejo na oblast, pa seveda se ne morejo opreti tem privilegijem, ki upravičeno grejo za tem, ne? Po drugi strani je pa to, ko je zdaj del desnice izkoristil, da je to naredil veliko politično zgodbo iz tega, torej, kaj se zdaj gre, zakaj pa ne stoji v zastojih in tako naprej, ne? Je pa čist nek ceneni politični populizem. Ne? Nisem mogel rok, da ne bi opazil, kako je predsednica v tem daljšem zapisu na Facebooku nekako med vrsticami tudi dala vedeti, da ker ima Svoboda ogromne težave na avtocestah z hkratnimi obnovami vseh živih priključkov in avtocestnih krakov, ne, je pač nemogoče načrtovati pot drugače kot na ta način. In ko sva pri cestah, bi ti jaz eno svojo anekdoto iz minule nedelje, slučajno, v bistvu niti nisem takoj pomislil, da se ravno kar odpira oziroma da na drugi strani predora poteka ceremonija, sem se v nedeljo dopoldne okoli 10. ure je bilo zapeljal skozi Šentviški predor iz smeri Brezovice proti Gorenjski in bilo je nadrealno, ker v istem hipu sem poslušal radio, ki mi je sporočal, da so vsi 4 kraki odprti in jaz sem v tisti sekundi šel mimo kraka proti Medvodam, ki je bil zaprt in ni bilo niti znakov tega, da bo kmalu se odprl, ne. Potem pa sem od žlahte iz drugega konca, ki je pa iz Šiške potovala proti Gorenjski, izvedel, da pa zdaj tudi Šiška stoji, ker so zastoj ustvarili Janković, Bratuškova in Ribič, ki so se naslikavali na gradbišču. Pač. Absurdna situacija. Ampak veš, da ni res tisto, kar ti doživiš, res je tisto, kar ti mediji povedo, ne? Te lekcije meni, da si že usvojil, ne? Ja, res je. Res je. Tako da tudi tu sem imel v bistvu to izkušnjo, ne? Kako se o nečem poroča, ne? In se nekaj glamurozno odpira, ko je dejansko stvar še neprevozna. Absolutno. Mislim, da sem prebral en dober, potem sem objavil nek zapis na družbenem omrežju X in posebej všeč mi je bil komentar, ko je nekdo rekel, Hrvati odprejo po 100 km avtoceste in nihče nič kaj dosti ne ve o tem. Ja. Bi si želel, da bolj delujemo kot servis, ne toliko kot propaganda. Ja. Ne. Hmalo se bomo res morali začeti zgledovati po Hrvatih, ker nas počasi tudi dobivajo pri gospodarski razvitosti, pri boljših davčni politiki in vsem ostalim, ne? Ja, no in zdaj, ko si dregnil v soseščino, je tukaj en ta geostrateški dogodek leta, na katerega je slovenska politika tako zelo ponosna, Blejski strateški forum. Preden greva na detajle, kdo je ploskal, kdo ni, kaj točno je rekla predsednica in tako naprej, bi jaz najprej eno zelo splošno opombo. Mislim, da kljub vsem poskusom, da se spet v medijih prikaže dogodek kot najtežji do zdaj, rekla zunanja ministrica oziroma uspešen, jaz
tako skromne zasedbe, kot je spremljala letošnji vrh, nisem še ne pomnim praktično. Predvsem enostranske, to pomeni Zahodne Evrope praktično ni bilo, razen nekaterih predstavnikov Evropske unije. Bili so tisti, ki so to vabilo sprejeli, pa so prišli, so bili predvsem iz Balkana, ne pa že tam ne vsi. Ja, pogledala bova, prvo vrelišče tega dogajanja je bil nagovor predsednice. Vemo že, da je nekajkrat razburila mednarodno javnost s svojimi stališči o dogajanju v Gazi, pa poglejmo še tole. Only 3 decades later, do some politicians tolerate, even defend, the Israel's genocidal policy against Palestinians in Gaza. Zdaj, bivši predsednik Pahor ni ploskal, to ni presenečenje. Potem vidimo sosednjega premijera z Hrvaške, Plenkovića, ne ploskat, zelo mrko spremlja zadevo. Mislim, da tudi predsedniku Evropskega sveta Košti govor ni bil všeč. Potem smo videli 2 stopnji znotraj vlade, Urška Klakočar Zupančič, skoraj so ji odpadle roke, medtem ko ne Golob, pa tudi Fajonova, sta precej kislo aplaudirala. Ja, malo sta gledala na desno, kaj pa gosti počnejo. Točno to je. Albanski premijer gleda po telefonu, črnogorski bi rajši bil vse kjer druge kot tukaj. Ja. To samo pove, koliko imamo mi res vsi obsojamo, kaj se dogaja v Gazi, koliko je to problematično, ljudje umirajo, otroci umirajo, tako naprej, kot v vojnah drugače. Ampak ta retorika genocidna, gor pa dol, ki gre v take detajle, to ni evropska retorika trenutno, zato tudi ni jedrne Evrope na Blejskem strateškem forumu. In kaj se mi zdi pomembno, naša politika se prav trudi, da to zunanje politično temo, torej Gaza, Palestina, da vleče v notranjo politiko. Imeli smo Blejski strateški forum, bilo je kup enih različnih panelov, pogovarjali so se od Ukrajine do vsega ostalega in tudi gostje, recimo Kaja Kalas, ona podala podarek na Ukrajino in tudi zdaj se dogaja koalicija voljnih. Evropa se ukvarja z Ukrajino. To je na njenem dvorišču. Tukaj, če si pa spremljal medijske objave, razen Manica Janežič od Meh, ki je naredila odličen prispevek o tem panelu o Ukrajini, vse posod samo Gaza, Palestina, protesti, nasprotovanje, nočejo priznati genocida in tako naprej. Jaz imam občutek, da se popolna neučinkovitost pri urejanju domačih stvari, pa še bova in o milijardnem primanjkljaju in o nemogočih davkih in ohlajanju gospodarstva, vse to se nadomešča z Gazo kot prvovrstno notranje politično temo. In to bojo poskušali, leva politika, sploh Svoboda in Levica, bosta poskušali to obvezno peljati v predvolilno kampanjo in te teme lansirati preko medijev, ki so odprti za njihovo šesta glede tega. Presenetila me je predsednica z ostrimi toni do premijera Plenkovića z sosednje Hrvaške, recimo Košte ni omenila, ampak očitno se jo je dotaknilo, da hrvaški kolega ni ploskal. Rekla je nekaj v stilu, moral bi že zaradi spoštovanja do mene in do moje funkcije. Ja, tu se že mogoče malo čuti, da se že počutimo, da smo podrejeni Hrvaški. Če pogledamo zunanje politične obiske, bomo o tem še v naslednjih tednih poglobleje delali na zanima.me. Zunanje politični obiski v zadnjih mesecih Slovenije in Hrvaške. Hrvaška bistveno goste z bistveno večjo težo sprejema. Od nekih kitajskih delegacij do indijskega predsednika vlade, kdo je že bil, sem pozabil, do zahodnih politikov, mislim, da je bil nemški kancler ali zunanji minister tam. Mi pa imamo, Francesco Albanese pa palestinsko veleposlanico. Razumete to razliko, in tukaj mislim, da se že čuti to, smo že malo tak, jih gledamo malo iz inferiornega položaja. Super istočnica za še eno kontroverznost tega Blejskega strateškega foruma, Aleksandar Vučić. Začelo se je, kolikor razumem, v bistvu z njegovo provokacijo, češ da je bistveno raje izbral vojaško parado na Kitajskem v Pekingu, kjer se je lahko sestal s Putinom, Šijem, dobro, pod rubriko bizarno še s Kim Jong-unom, tudi slovaškim premijerjem Ficom in tako naprej, da pa mu Blejski strateški forum ni mogel ponuditi resnih sogovornikov, tako nekako je pokomentiral, ampak samo tiste, ki so v njegovih očeh blokerji Srbije na poti proti Evropski uniji.
No, potem se je oglasila mladika pod vodstvom Tanje Fajon in sicer, da Vučić kljub izrecni prošnji njegove administracije vabila ni dobil, tudi ne njegov premijer Đuro Macut, da so pa povabili zunanjega ministra Srbije, ki je prišel na Bled. Tako. Ta je ta dvojnost v naši politiki, to je pa tudi na levi, mogoče ta razdeljenost po eni strani, Tanja Fajon in ta njena linija se zaveda, problemat pa Klemen Grošelj recimo, problematičnosti Vučića, ne, po drugi strani pa poznamo te Jankovićeve povezave z Vučićem, Dodikom in to kliko, ne, in seveda Janković je boter iz ozadja, poročni človek Roberta Goloba. Tule gledava Vučića pri nedavnom stisku roke z Vladimirjem Putinom. Tu za Zorana Jankovića bi našli kako tako fotografijo z odlikovanjem ruske države. Ne? Ali pa tole fotografijo v družbi Milorada Dodika, zakaj smo jo dali na ekran, zaradi tega, ker tudi ta teden, drugi zapored, ne, potem, ko so prejšnji teden točko o prepovedi vstopa v Slovenijo Dodiku prekinili, brez da bi sprejeli neko uradno stališče, ne, tudi ta teden točka ni bila uvrščena na dnevni red. Zdaj, kolikor sem bral formulacije, je pisalo nekako tako. Bilo je izdano navodilo, naj se ta točka o Dodiku še ne uvrsti na dnevni red seje. Zdaj, seveda pa je jasno, ne, ampak to pa ni izrecno pisalo, da tega navodila, da neka točka je ali pa ni na dnevnem redu, nihče drug kot Robert Golob ne more dati. Ne. In če Robert Golob veliko posluša svojega dobrega prijatelja, ne, potem vemo, ki je razlog. Ne. Ja, Zoran Janković, kot si sam rekel, jutri poroči srečna mladoporočenca v pač Vili Tartini, ne, na državnem protokolarnem objektu. Zdaj pretvarjati se, čeprav je Janković to ta teden zanikal, da ne pokliče ali pa ne napiše SMS-a, morda mu niti ni treba tega narediti, ne, Golob ve. Brez skrbi, vse to se dela po inerciji, ne, približno se ve. Zdaj še, ko sva omenjala ta najožji medijski aparat Gibanja Svobode in Roberta Goloba, necenzurirano, ne, brali smo lahko te dni, ravno ko se je del javnosti spraševal, kje so sankcije proti Dodiku, zelo spretno zamegljeno napisan tekst, ne, kjer naj bi v bistvu zdaj Američani, pa obveščevalne službe, tudi ambasada v Ljubljani, bili proti temu, da uvedemo sankcije. Zdaj, jaz bi dvoje tukaj. Ne. Eno je, da so Američani prvi, ki so Dodika že leta 2022, ko še ni bil tak problem in grožnja Evropi, kot je zdaj, dali na črni seznam. Ne. Druga stvar pa je, da bi bil ravno vstop v Slovenijo za Američane tako pomembna stvar, tudi malo dvomim. Ne? Seveda, ne. Tukaj bomo videli še veliko spinov, no. Glede tega upravičevanja nekih dejanj, ki v evropskem pogledu, iz evropske perspektive niso upravičljiva. Glede Blejskega strateškega foruma te izzovem z enim detajlom, ki niti ne vem, če točno veš. Bil je med drugim panel, mislim, da zadnji dan v nedeljo, na temo širjenja dezinformacij, fake news, grožnje demokraciji in bil sem opozorjen, da sta bila na slovenski strani panelista šefica Ukoma Petra Bezjak-Cirman, sicer poročena z odgovornim urednikom Necenzurirano, in Damir Črnčec kot nekdo, ki po mojem, ne, v tem mandatu skrbi, da se širijo različne... Ja, če so zbirali potem, kdo ima največ izkušenj s tem in da lahko iz svoje prakse pove, potem so recimo dobro izbrali. Ne? Ja, toliko recimo še o tem nesrečnem Blejskem strateškem forumu. Greva pa na tiste teme, ki so za prihodnost te naše države verjetno bolj neposredno usodne, in to je primanjkljaj po 8 mesecih leta 2025 je večji od milijarde. Zdaj, treba je biti pošten, ne? In reči, da so v proračunu načrtovali približno tak primanjkljaj, ne? Boštjančič pravi kot finančni minister, da je vse pod kontrolo. Poslušal sem en del njegove izjave pred vlado včeraj po seji, da bo manj prihodkov zaradi ohlajanja gospodarstva, mislim, da je omenil med 200 in 300 milijonov evrov manj v blagajno, da bo pa toliko tudi na stroškovni ravni manj, ne? Da bodo uspeli letos prihraniti 200 do 300 milijonov evrov, potem je pa sledilo vprašanje, ja, ampak finančni minister smo v predvolilnem letu, a to pa nima vpliva, in odgovor je bil, ja, seveda ga ima. Ne? Ja, absolutno ga ima. Vse smo že videli prvi zakon za študente, da bojo lahko še malo dlje študirali, pa še malo kasneje prišli na trg, pa niso edina na trg delovne sile, pa niso edina skupina, ki je vlada zdaj targetira. Ne? Pač, tu je dvoje tu. Ne? Prvo,
Imamo vlado, ki je, mislim, da so finance odlično zračunale, pa zdaj na pamet govorim, pa da možno se bom zmotil številki, da so zračunale, da se je približno milijardo več prihodkov nabralo iz raznih teh dajatev in davkov, ki so jih uvedli v času Golobove vlade, da toliko novih davkov so pripeljali notri. Vemo, da se 10 ali 11 novih dajatev. Ja. Ne? Po drugi strani pa imamo v Sloveniji trenutno daleč največ delovno aktivnih prebivalcev, ki prinašajo davke, prispevke v proračun, ne, in še vedno zelo nizko brezposelnost, čeprav se gospodarstvo res ohlaja zaradi širše situacije in tudi preobremenjenosti Slovenije z davčno politiko ali pa kaotično davčno politiko. Ne. In ob vseh teh pogojih, ker ni krize, ker ni nekih izrednih izdatkov, ne, imamo mi tak proračunski primanjkljaj. Ob milijardi dodatnih bremen. Ne. In zdaj, če sva pri razlogih, tudi ta ekonomsko-socialni svet oziroma fiskalni svet pri vladi, ne, pravi plačna reforma. Že takrat smo pokomentirali, to je predvsem reforma za že prej kar dobro plačane funkcionarje, ne, s katero problema najslabše plačanih niso rešili ali pa zelo blago. Tako da sebi so dvignili plače in pod tem ječi javna blagajna. Ne? Ja, plus tega, da so določene skupine v javnem sektorju so dobile nekaj več, no, ampak Golob dobro ve, da je to njegova ciljna baza oziroma njegova volilna baza. Torej, nagrajuje nevladne organizacije, te svoje aktivistične nevladne organizacije, nagrajuje zdaj z enim bombončkom za 35 milijonov študente, nagrajuje javne uslužbence, tiste, ki so njegova volilna baza, kaj ti na krilih le teh računa, da bo z tem denarjem, ki ga pobere, ne sekira se toliko za ta primanjkljaj zdaj pred volitvami, kot je že sam finančni minister povedal, si zagotovil dovolj večine za naslednje. Ja, kot sva videla pri cestah, čisto vse je zdaj že kampanja, ne? In vse, kar bodo politiki počeli do marca naslednje leto, je del predvolilne kampanje. Ko govoriš pa o finančnem vzvodju, o plačevanju ulice, ne moreva pa seveda tudi mimo plačevanja in stekanja državnih sredstev v medije, ne? Ja, medijem, ki bodo te dni še posebej pozorni na, kot sta pravzaprav jo skoraj sama oklicala poroko leta, ne, v Strunjanu, torej v Vili Tartini, ob morju. Fascinantno mi je, kako se cel medijski inženiring ukvarja s tem, pod ena, da je dogodek skromen, da sta mladoporočenca dve skromni osebi z omejenimi željami in druga stvar, da je dogodek skrajno privaten, torej da na nek način kot odganjata medije stran, ne? Tu je ta kontradiktornost, ne? Torej, če hočeš nekaj narediti, da je res zanimivo, moraš malo skriti, a ne? To pa da kao ne, mi ne želimo medijev, nimajo dostopa, potem pa določenim medijem spuščaš informacije in se ta radovednost krepi, hkrati si pa delaš medijsko zavezništvo. No in zdaj prvi absurd, ne, ob tem, da naj bi bil dogodek skrajno intimen, je to, da pošlješ svojo poročno svetovalko 6 dni pred poroko, pred kamere največje komercialne televizije, pa pogledaj ta posnetek. To, kar sem rekel, ne. Organizatorka dogodka, ki mu mnogi pravijo poroka leta. Satin se dobimo v danes sicer nekoliko vetrovni Ljubljani. Upam, da ne. Ob finišu priprav na poroko, ki je zavita v tančico skrivnosti, se Satin spominjam, kako je do sodelovanja sploh prišlo. Ja, s Tino se res poznava 6 let, oziroma sva se spoznali pri enem projektu skupnem. Bom rekla, zelo sem bila presenečena, no, da sta pomislila name ob taki priložnosti. Če tudi je sama, ko je prejela njun klic, najprej pomislila, da je šala, ampak smo kmalu ugotovili, da pač ni in da je res. In ja, sem bila pozitivno presenečena. Takoj smo se v bistvu ujeli z obema, ker sta zelo odprta, odzivna in zelo preprosta. Ženin in nevesta. Kako gledate na to, da ste se odločila, da bo poroka v veliki meri, kot kaže, zasebna? Ja, v bistvu je zelo zanimivo, da gre za tolikšno zanimanje javnosti, pravzaprav za neko poroko desetletja, ta bo pa zelo skopa, zelo zasebna stran od oči javnosti, seveda gre pač za njuno odločitev. Mislim, deva najprej o tej skromnosti. Se pravi, skromen ženin in njegova skromna nevesta. Ja, če bi karkoli pomislili o Robertu Golobu, je tista skromnost tam nekje čisto zagotovo ne na seznamu tega, kar bi mu pripisali, enako pa velja seveda za Tino Gaber, ne. Ampak, ne, zdaj bom eno anekdoto povedal, ki mogoče nakazuje, da včasih znate do koga biti skromna ali pa pričakovati od njega skromnost, ne. To pomeni ena izmed support dejavnosti na poroki, sta bila oziroma njihovi predstavniki v pogovoru
z nekim izvajalcem tega in ko so se že praktično vse zmenili, kako bo zadeva potekala, ne, je potem tudi ta izvajalec zanil, koliko bo pač zaslužil. Ne. In so povedali, ne, to boste počeli zastojn, a ne? Ja, kak zastojn? Ja, se to delate za vaše dobro ime, ne? Ja, torej bi moral biti vesel, da v bistvu nekaj počne na poroki tako slavnega para, kot tako. Sta. Po drugi strani pa slišimo, ne, najeta državna vila Tartini, ne, 12,000 evrov. Samo za lokacijo. Tako, potem prehrana. Blizu 20,000 akov. Tako smo že, ne, čez 30,000 evrov. Torej, pa nismo še nič zapeli, nismo še nič okrasili, ne, tako da torej, lahko skromnost le za peščico, za vse ostale pa razkošane. Imam še jaz eno anekdoto, podobno tvoji, ki je ušla iza zidov te skrbno varovane poroke leta. Kar se glasbe tiče, sem slišal, da je bilo kar nekaj težav z rezervacijo benda. Ne vem, ali so se tega lotili prepozno, ali so imeli samo smolo. V glavnem na koncu ne bi bila kar panika z odpovedmi. Po eni strani so bili pozni in so jim glasbeniki odpovedovali zaradi tega, kar nekaj pa naj bi jim tudi izrecno povedalo, da ne želijo biti izpostavljeni v tem notranje političnem kontekstu kot nek dvorni bend oziroma zabavljači predsednika vlade. No in za razliko od tvoje anekdote, kjer praviš, da bi nastop moral biti tako zaston za reklamo, je bilo tule glasbenikom rečeno, dajte premislite še enkrat, ker denar za vaš nastop res ni problem. Tudi toliko morda glede same skromnosti. Sicer pa, kar se pa te zasebnosti oziroma intime tiče, ena moja zamera ali pa pomislek. Ne? Ali se lahko dve javni osebnosti prve vrste, kar sploh premier je, njegova spremljevalka pa tudi, ne? Potem ko 3 leta in pol zavestno skačeta iz vsake konzerve, ne? Tudi partnerka z svojimi storiji na različnih omrežjih, ko v zasedi pred WC-jem čakata v Parizu Donalda Trumpa in potem to njuna sodelavka snema, ali imata sploh pravico, da obrneta ploščo, ko gre za poroko? Pa vse vemo, da je to sam marketinški trik, ampak če potegnemo črto, bodimo optimistični. Ne? Zdaj, če mislite iskreno in recimo, da mislite iskreno, jim lahko iskreno zaželimo dolg in pa ploden zakon. Ne? Absolutno. Dokler ju smrt ne loči. Absolutno. Glede tega pa samo dobro namerno. Zdaj, kako dobro namerni ali ne, so te njihovi mediji, o katerih sva že nekaj v tej epizodi govorila, pustimo. Dejstvo pa je, da je danes ena zelo brana tema na zanima.me, torej v petek zjutraj, zgodba naših virov iz največje komercialne televizije Pop TV, kjer pravijo tako dobesedno vre že dobrega pol leta pred volitvami zaradi cenzure in vse bolj nemogočih pritiskov čeških lastnikov. Pravijo, to je mene osebno najbolj šokiralo v tej izpovedi, da obstaja celo posebna programska oprema, nekakšen algoritem, katerega zakonitosti poznajo menda samo v Pragi na Češkem, ki tehta in meri praktično vse, kar se zgodi v informativni oddaji ob 19. Da sva plastična, koliko minut je za notranjo politiko v primerjavi, ne vem, za športom in vremenom in koliko je znotraj notranje politike programskega časa za to ali ono stranko. To se mi zdi nekaj, kar še nismo videli. Ja, tukaj se vidi, kako veliki vložki so v kampanji, ki prihaja za bodočo vlado. Ne? In tudi mislim, da je pomembno še eno informacijo dati, da je Državni Telekom sklenil novo pogodbo s ProPlusom, če se ne motim. Tako vsaj se govori zadnje dni, da naj bi zdaj to bilo na mizi, ne, in da je pristal celo Telekom na 3-milijonsko povišanje, torej 3 milijone več vsako leto. Tako, torej nek dar strani države, ne, vemo koga v ozadju za neko največjo televizijo. Že dlje časa se izvaja neka konsolidacija medijskega okolja strani Roberta Goloba, ne, da ne omenjamo Siola, ne, ki ima že prav groteskne članke o tem, kako Robert Golob vedno znova v javnomnenjskih anketah pridobiva, ali pa Svoboda pridobiva, ali pa vlada pridobiva, tako da bi že morali biti nekje na 110%, ne, do drugih portalov, ki jih poznamo. In pa zadnja stvar, pravkar sprejeti medijski zakon, torej nov medijski zakon, ki sredstva za medije povečuje iz 3 na 8 milijonov, oziroma postopoma 6 in potem 8. Ne. Zdaj, midva, ki delamo medije, bomo morali se veseliti, ok, super, država nas bo podprla, financirala, ampak midva vemo, zakaj se gre v tej zgodbi. Ne. Ja, izbrano se bo ciljalo tiste, ki so pripravljeni prisluhniti potrebam oblasti v bistvu. Ne. Seveda, in že zadnji razpis po starem zakonu, ne, kjer so povečali sredstva mislim, da iz 2 na 3 milijone evrov, bi človek pričakoval, da zdaj bo pa več medijev dobilo, ker smisel tega razpisa je bil pluralizacija, ampak končni izbor je bil ožji,
ampak tisti, ki so izbrani, so delili bistveno trikrat več kot v preteklosti in to so bile glavnem stare tradicionalne medijske hiše. Ta razpis je bil pa narejen, da pomaga širini medijski, da se razvije izven tradicionalnih ustaljenih medijskih hiš, ki imajo svoje kanale. Ne? Ampak te so se v času digitalizacije znašle hudih problemih, ker so dinozauri, ki se niso znali prilagoditi in zdaj jih vlada rešuje z državnim denarjem, seveda z zameno za neke koncesije pri medijskem poročanju. Kar se Pop TV-ja tiče, menda na podlagi tega algoritma potem prihaja tudi po avtomatizmu, bolj ali manj do nekih opozoril oziroma opominov, pravijo, dobiš 2, 3 in si že na pogovoru pri kadrovski službi, pri čemer naj ne bi delali nobenih razlik med najbolj prepoznavnimi, legendarnimi obrazi televizije ali popolnimi začetniki z nekaj meseci staža, pa še eno opozorilo, gre za iste lastnike, ki so na Slovaškem se vpletli v velik cenzorski škandal, ne, ki je bil posredno povezan celo s poskusom atentata na slovaškega premierja Fica. Ne. Ja, pri nas je televizija, recimo za razliko od Evrope, sploh pa Amerike, še izjemno močen faktor presej v volilni kampanji, recimo soočenja in podobno. In tukaj lahko v ozadju čutimo neke interese, da se to tako ali drugače regulira ali nadzira, oziroma da se mogoče določi, komu se vrata bolj odprejo, komu manj odprejo in podobno. Pravijo, da ne izključujejo niti stavke, kako verjetno se ti to zdi, vendarle gre za zasebno televizijo, ne? Morda je to bolj običajno ali pa hitreje na javnih servisih. Ne? Se pa seveda se mi smilijo novinarji, ki delujejo v takem režimu in veseli smo lahko, da lahko mi z nekimi viri, ki jih imamo, lahko to zgodbo tudi pripeljamo do javnosti. Ne? Tako, v redni epizodi za ta petek Rok hvala, bova pa seveda pozvala tiste, ki naj gledajo, da nas podprejo, postanejo naši naročniki in podporniki, potem se bomo lahko tudi vsako soboto zjutraj gledali v naših bonus epizodah Safari Special. Za ta teden najlepša hvala in se vidimo čez teden dni.